Ali bosta Iran in Združene države Amerike ponovno začeli vojno? Med 7. in 8. aprilom je bilo napovedano dvotedensko premirje, da bi začeli dialog med stranema. Toda 12. aprila so se pogajanja ustavila. Poglejmo, kateri so bili problemi in kakšne so prihodne perspektive. Največje trenje je bilo okoli iranskega jedrskega programa. Še enkrat, Združenim državam ni uspelo prepričati Irancev, da bi opustili razvoj jedrskega orožja. Islamski režim ne vidi nobenega razloga, da bi se uklonil ameriškim zahtevam. Po enem mesecu bombardiranj režim še vedno preživi in je še vedno sposoben povzročiti škodo svojim napadalcem. Tudi Iran ima svoje zahteve, ki jih Združene države niso pripravljene sprejeti. Na primer, predlagana je bila odprava sankcij in prenehanje sovražnosti v regiji. Izrael in Združene države bi morali ustaviti napade ne le proti Iranu, ampak tudi proti vsem njegovim zaveznikom, kot sta Hezbolah in Libanon. Nazadnje je režim zahteval nadzor nad Hormuzom. Sprejeti te predloge bi pomenilo popoln poraz. Trump si tega ne more privoščiti. Kot odziv na neuspešen poskus dialoga je ameriška administracija napovedala pomorsko blokado v Hormuški ožini. Iran selektivno dovoljuje prehod nekaterim ladjam ob plačilu pristojbine. Zato Združene države upajo, da bodo dodatno pritisnile na Iran, tako da bodo blokirale vsako ladjo, ki plača to pristojbino. Če je prej skozi prešlo le nekaj ladij, zdaj morda ne bo več nobene. Toda ali bo ta vrsta pritiska res pripeljala Iran nazaj za pogajalsko mizo? Tveganje je, da bo to še dodatno otežilo že tako prizadeto svetovno gospodarstvo. Medtem so pakistanski posredniki izjavili, da bodo poskušali organizirati še več priložnosti za dialog med stranema. Premirje je močno ogroženo. Obe strani sta pripravljeni znova začeti spopade, vendar bi se medtem lahko zgodila še kakšna pogajanja. Kaj pa vi menite o tem? Kot običajno najdete več informacij v komentarjih ali v opisu.